Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. Tokrat smo se odpravili v občino Apače, kjer nas je sprejel gospod župan Franc Pižmoht, da se z njim pogovorimo, kaj je novega v njihovi občini. Gospod župan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav v Apačah in dobrodošli. Vsako delo na občini se prične z delom na občinskem svetu. Kako kaj poteka delo na vašem občinskem svetu? Ja, v naši občini smo se že kar hitro v letu 2016, mislim, da že tam nekje ob koncu meseca septembra, začeli ukvarjati s pripravo proračuna za leto 2017. Seveda smo najprej razporedili sredstva v tiste zakonske obveznosti, ki jih občina ima, se pravi področje šol, zavodov, potem sociale. No in seveda iz ostanka sredstev, ki so namenjena za investicije, pa smo potem nekako poskušali pripraviti neke prioritetne projekte, s katerimi bi nekako zadostili in željam svetnic in svetnikov in pa seveda tudi predvsem pa našim občankam in občanom. No in seveda z skupnim usklajevanjem z vsemi svetnicami in svetniki občinskega sveta smo nekako že v mesecu decembru v drugem branju sprejeli proračun za leto 2017. Tako da je proračun začel že z 1.1.2017 veljati in seveda smo lahko takoj pristopili k izvajanju aktivnosti, ki smo si jih zapisali v proračun. Kako ste kaj zadovoljni z delom vašega občinskega sveta? No, poglejte, naš občinski svet je zelo heterogen in moram reči, da je veliko truda potrebno vložiti zlasti v usklajevanje stališč, mnenj. Moram pa reči, da so nekatere zadeve, zlasti v zadnjem obdobju, pa glede tudi na to programske vsebine, ki so jih posamezne politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, nekako zelo prekrivajo. Zato je toliko lažje potem nekatere vsebine usklajevati. Res je, da je posamezna politična opcija imela nekako svoje prioritete, ampak bistvo tega je, da smo nekako bolj usklajevali prioritete, kot pa samo vsebino projektov, ker več ali manj so projekti identični iz vseh programov. V zadnjem času se daje velik poudarek projektnemu delu. Tudi vi ste bili pred časom uspešni na razpisu Interreg Slovenija-Madžarska z projektom Escape. Kaj vse se bo v sklopu tega projekta dogajalo? Ja, mislim, da smo že kar v lanskem letu, že tam nekje v poletnih mesecih, začeli razmišljati, glede na to, da črpanje evropskih kohezijskih sredstev še ni kazalo nekih znakov, da bi jih lahko koristile lokalne skupnosti, smo nekako iskali vzvode in pa vire, kako na nek način priti do dodatnih finančnih sredstev, tudi evropskih sredstev. No in takrat smo nekako v sodelovanju z občino Sveta Ana, no in kasneje so se pridružili tudi občina Lenart in pa Sveti Andraž, smo nekako oblikovali en projekt, ki se mu reče projekt strpnosti sodelovanja. V začetku smo nekako izhajali iz te posebnosti, se pravi, in občine Sveta Ana in pa občine Apače, nenazadnje iz predvsem tega, da ima občina Apače dve verski skupnosti, ki delujeta na območju občine Apače, da imamo dve cerkvi, evangeličansko in pa rimokatoliško, da je Apaško polje tudi nekaj posebnega zgodovinsko pogojeno, da ima občina Sveta Ana evangeličansko pokopališče in nekako na to temo smo poskušali oblikovati program tega projekta. Seveda, ker pa gre za projekt Interreg, to je čezmejni projekt,
smo iskali partnerje tudi na drugi strani meje, se pravi na Madžarskem. In nekako nas je pot zanesla v Monošter, kjer smo začeli prve pogovore in mislim, da je zdaj občina Andovci in pa seveda tudi ta slovenska skupnost, ki je gori, zelo vpeta v ta projekt čezmejnega sodelovanja. In moram reči, da smo bili na razpisu zelo uspešni. Ta projekt je bil odobren in že pred dobrim mesecem dni sem na tej službi vlade tudi že podpisal pogodbo za izvedbo tega projekta. Kaj konkretno se bo iz projekta dobilo? V občini Apača bomo iz proračunskih sredstev zgradili večnamenski kulturno-etnološki muzej, ki bo seveda nameščen na pokopališču v Apačah. Iz proračunskih sredstev bomo zgradili objekt, proračunskih sredstev občine Apača zgradimo objekt. Iz tega projekta Interreg pa bomo opremili muzej, ki bo znotraj tega objekta, z vso opremo, ki sodi v muzej, tako z pohištveno opremo, z panoji. In v sklopu tega projekta se bodo izvajale tudi določene mehke vsebine, to pa so razna srečanja, okrogle mize. Skozi ta projekt bo tudi izdana knjiga Zgodovina Apaškega polja. Tako da v bistvu iz samega projekta Interreg, ki bo v vrednosti nekje 70–80 tisoč evrov na območju občine Apače, bomo sfinancirali ta del. Od kdaj do kdaj bo projekt trajal? Poglejte, mi smo zdaj v fazi zbiranja ponudb izvajalcev. Imamo že gradbeno dovoljenje tudi za ta objekt. Smo v fazi zbiranja izvajalcev. Upajmo, da ob izboru potem ne bo pritožb na izbor izvajalca. In če tega ne bo, računamo, da bi se projekt lahko začel tam nekje v mesecu juniju. In računamo, da bi se zaključil nekje meseca oktobra letošnjega leta. Velik poudarek pa dajete tudi na občini ureditvi te kolesarske infrastrukture. Kaj se na tem področju dogaja? Ja, to je tudi projekt ureditev in pa izgradnja kolesarske poti na relaciji Apače-Črnci. Tudi ta projekt smo ga prijavljali skupaj z občinami Lenart, Sveta Ana in pa Sveti Andraž na naši strani in pa čezmejno z občinami Sveta Ana v Avstriji in pa določenimi partnerji na avstrijski strani. Ta projekt naj bi imel turistično-vinarski značaj, vendar žal moram reči, da je ta projekt prestal prvo presojo, vendar ko bi moral biti zaključni sprejem, pa so sosedje na avstrijski strani odstopili od tega projekta. Ampak kljub temu smo mi imeli v proračunu občine Apače že zagotovljena sredstva za ureditev te kolesarske poti z javno razsvetljavo. Za ta projekt smo prav danes z podjetjem Indrast iz Maribora, s katerimi smo že v letu 2013 tudi sodelovali, podpisali pogodbo za izvedbo tega projekta. Namreč povedati moram, da so bili najugodnejši pri prijavi na naš razpis in računamo, da bomo ta projekt začeli izvajati v prvih dneh meseca maja, zaključil bi se pa naj v mesecu avgustu letošnjega leta. Vsekakor ste v teh naših krajih najbolj znani po 11-milinskem potoku. Vemo, da je bila tudi v zadnjem času ustanovljena civilna iniciativa. Kaj vse se dogaja v zvezi z tem potokom? Poglejte, ta projekt 11-milinski potok se meni kot županu in pa seveda tudi prebivalkam in prebivalcev občine Apače zdi kot pomemben projekt, zlasti z področja
zagotavljanja zadostnih količin vode na Apaškem polju, kot tudi iz ekološkega vidika. Zgodovina 11-milskega potoka sega v obdobje let 1940, ko so na 11-milskem potoku zgradili vtočni objekt in pa zapornični objekt. Mislim, da je bilo to leta 1942, v bistvu je bil na novo zgrajen ta vtočni in zapornični objekt. Funkcijo 11-milskega potoka pa poznamo iz zgodovine, namreč ta 11-milski potok ima tudi ime 11-milski potok, je v zgodovinskem obdobju v letih po 1945 pa kasneje opravljal tudi pomembno gospodarsko funkcijo, se pravi, poganjal je 11 mlinov, ki so delovali na tem 11-milskem potoku. Da ne povem o tej zelo pomembni komponenti, to je okoljski komponenti, namreč vzdrževal in pa napolnil je porečje tega 11-milskega potoka z vodo in drugo, kar je ohranjal biodiverziteto na tem območju. Žal, v obdobju 70 let, ne poznam razloga, je nekdo ta 11-milski potok zaprl, kateri se je začel zasipavati, postajal je čedalje bolj nepretočen. Ampak v tistih hudih časih, ko je bilo v okolju Apaškega polja veliko vode, se pravi meteorne vode, je še vedno opravljal funkcijo odvodnika meteornih vod iz Apaškega polja. Danes ga potrebujemo na eni strani kot odvodnik odvečnih vod, še pomembnejša funkcija je pa, da je to postane ponovno dovodnik. Jaz pravim, da je to žila aorta po Apaškem polju, ki se vije po osrčju Apaške doline v dolžini 17 km in bi imel prav iz tega vidika, naravovarstvenega vidika in tudi potem posledično gospodarskega vidika, turizem in pa še kakšne druge dejavnosti na tem ali pa ob tem 11-milskem potoku pomembno funkcijo. Zato sem že tudi v letu 2014 skupaj z občinskim svetom smo sprejeli strategijo za koncipiranje trajnostnega razvoja, kjer smo naloge občine in strategijo tempirali na 3 bistvene temelje Apaškega polja, ki so zelo pomembne za Apaško polje, tako iz okoljskega kot tudi gospodarskega vidika. To je rodovitna prst, se pravi ohranjanje in pa plemenitenje rodovitnosti prsti. To je pomembno za kmetijsko dejavnost. Drugo je revitalizacija vseh vodnih virov ali pa vodotokov, ki so v preteklosti na Apaškem polju že opravljali svojo funkcijo. In kot tretji temeljni kamen te strategije je skrb za pitno vodo. Nenazadnje imamo na Apaškem polju 2 vodna vira, Segovci in Podgrad, ki sta še kako pomembna in pa vezana na podtalne vode in pa na vse vode, ki so na Apaškem polju. Ampak ugotavljamo, da je teh vod čedalje manj, da nam pada nivo podtalnice in jutri se nam lahko zgodi, da bomo ostali brez pitne vode. Zato je še ta projekt toliko pomembnejši. Žal so to ugotovile tudi službe na državni ravni, ki upravljajo z vodami, ampak pričakoval bi pa več aktivnega sodelovanja in pa seveda tudi finančnega sodelovanja s strani države, da zagotovimo ponovno ovodenitev teh vodotokov in da nekako na dolgi rok zagotovimo nemoteno in pa kvalitetno oskrbo prebivalcev upravne enote Gornja Radgona z pitno vodo. Nenazadnje sta ta 2 vodna vira v času, ko bi bil izpad vode ali pa vodnih virov na območju upravne enote Ljutomer, sta ta 2 vodna vira predvidena kot nadomestna oziroma rezervna vira tudi za zagotavljanje
v višini 30% potreb vode na območju upravne enote Ljutomer. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da tem vodnim virom v prihodnje posvečamo bistveno večjo pozornost, da k aktivnosti peljemo bistveno hitreje in seveda, da za to zagotovi predvsem država dodatna finančna sredstva. Občina Apača je v letu 2014 zagotovila in vložila v 11-milski potok okoli 116 tisoč evrov. Zagotovili bomo tudi v tem trenutku okoli 20 tisoč evrov za študijo, ki jo moramo napraviti, ampak ne na svojo željo, ampak na zahtevo Direkcije za vode. In seveda tu pričakujemo res intenzivno sodelovanje. Kar se pa tiče civilne iniciative, pozdravljam civilno inicijativo, to kaže na to, da je ta potok pomemben za ljudi, za Apaško polje in ima civilna iniciativa vso podporo z moje strani. Seveda pa pričakujem od civilne iniciative predvsem sodelovanje in pa delovanje na področju javnega izražanja stališč do 11-milskega potoka, javnega prikazovanja pomembnosti tega 11-milskega potoka in seveda tudi kot pomoč županu v pogajanjih z službami na Ministrstvu za okolje in pa na drugih službah, kjer bo pa potrebno, mislim, da kar resno pristopiti in pa tudi pri zagotavljanju sredstev s strani države. V središču vaše občine stoji dvorec Meinl. Kakšne načrte ima občina s tem dvorcem? Ja, če se malo vrnem v zgodovino tega Friedenauer ali pa tega Meinlovega dvorca, moram reči, da je seveda ta dvorec dolgo oskrboval in upravljal z njim je upravljalo kmetijstvo Črnci. Dokler je kmetijstvo Črnci imelo notri poslovne prostore, je bil dvorec do neke mere vzdrževan in se je ohranjal. Seveda je potem v stečajnem postopku ta dvorec kupil zasebnik iz Skakovec. Ampak to je bilo v času, ko so se začeli postopki denacionalizacije. Glede na to, da je bil to dvorec tudi, ki je bil v nekem obdobju tudi nacionaliziran, seveda na tem dvorcu ni bilo mogoče karkoli početi. Tudi ta novi lastnik, ki je dvorec korektno in pa pošteno plačal in kupil, ni moral več vlagati in pa izvesti tisto, kar si je seveda v prvi fazi, ko je nakupil ta dvorec, tudi želel. Čas je hitel, postopki so bili dolgotrajni do, mislim, da začetka letošnjega leta, ko je bila zaključena denacionalizacija. Dvorec je že v tem času bil intenzivno propadal, je že v zelo slabem stanju in med drugim se je tudi ta novi lastnik odločil, da dvorec proda. Ponudil je tudi prodajo občine Apače. Žal občina Apače tega denarja v tem trenutku nima, da bi odkupila ta dvorec, še manj pa glede na možnosti usposobitve tega dvorca v prihodnje in pa možne finančne vire, na katere bi lahko občina kot morebitni lastnik tega dvorca, če bi se odločila za odkup, lahko kandidirala za obnovo tega dvorca, jih ni na vidiku. Zato bi bilo zelo neracionalno in pa celo škodljivo za proračun občine Apača, da bi se občina odločila za odkup tega dvorca. Ta dvorec je dejansko eden lepših dvorcev v severovzhodni Sloveniji. Žal nam je in meni osebno, ki mi pomenijo nekaj objekti iz naše zgodovine, ki mi pomeni tudi okolje in narava, mi je hudo, da pred našimi očmi taki objekti propadajo.
ker bi lahko bili ti objekti ena velika priložnost za tako nek gospodarski razvoj, zlasti na področju turizma in pa temu podobnih dejavnosti, ampak žal ne vidimo te možnosti, da bi to bila občina. Želeli bi si pa, da bi bil sedanji lastnik pri prodaji tega dvorca uspešen, da bi dobil kupca, ki bi imel vizijo za ta dvorec in ki bi ga v prihodnjih letih usposobil in predal nekemu namenu. Mi mu bomo v vsakem primeru, kateremukoli kupcu ali tudi sedanjemu lastniku, kolikor bi imel željo obnoviti ta dvorec in seveda mu dati neko funkcijo, stali ob strani. Žal pa z finančnimi viri pa seveda ne moremo sodelovati, ker je naš proračun premajhen. Sami ste omenili turizem. Kakšen poudarek vaše občine je na turizmu v prihodnosti? Ja, mi smo na področju turizma seveda tudi poskušali skozi regijski projekt Biosfera Mura-Drava-Donava oziroma Biosfera Pomurja. Poleg teh okoljskih vsebin kandidirati tudi z turistično vsebino. Nenazadnje skozi naše območje poteka že trasirana mednarodna kolesarska pot Mura-Drava Bike. Iz prejšnje finančne perspektive smo v enem delu to pot že delno usposobili. Potrebno bi jo še v preostalem delu. In ta del smo mi prijavili v ta regijski projekt Biosfera, kjer bi v bistvu skupaj z ostalimi občinami, ki smo ob reki Muri in skozi katere pelje ta kolesarska pot, da bi skupaj z njimi izvedli drugo fazo tega projekta in to pot usposobili. Seveda nas potem čaka še ob tem veliko dela na samem območju občine Apače, se pravi popestriti ponudbo, turistično ponudbo. In moram reči, da smo imeli predvsem pri tem kolesarsko-pohodniškem mostu v Črncih eno srečno roko. Dobili smo novega najemnika tega območja, tega objekta, ki zelo uspešno že ob koncu lanskega leta in v začetku letošnjega leta posluje. Tam je čedalje več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov. Seveda tudi ostali ponudniki, turistični, gostinski ponudniki na območju občine Apače si prizadevajo, da bi te kolesarje, pohodnike in obiskovalce območja občine pač čim dalj časa zadržali tu in da bi jim nudili te ponudbe svoje storitve. Eni so bolj uspešni, eni manj uspešni. Seveda pogrešamo pa pri nas turistično-informacijsko pisarno. Mi kot objekt turistično-informacijsko pisarno imamo. Je pa nekoliko težave pri zaposlitvi dobiti primernega človeka, ki bi v tem turistično-informacijskem centru delal, ki bi pripravljal pakete za skupine posameznike obiskovalcev območja občine Apače, ki bi se povezoval navzven z drugimi turističnimi ponudniki. Tu bo treba v prihodnje, seveda tu tudi pričakujem sodelovanje občinskega sveta, da zagotovimo dodatno zaposlitev človeka na to delovno mesto, ki bo hkrati opravljal lahko tudi funkcijo turističnega vodnika in pa seveda tudi v turistično-informacijski pisarni tudi ponujal poleg propagandnega materiala tudi produkte naših domačih proizvajalcev. Prizadevamo si, ampak žal zaenkrat neke primerne osebe še nismo dobili. Predhodno pa seveda moramo dobiti soglasje občinskega sveta, da kadrujemo to delovno mesto in da potem tudi zaposlimo primerno osebo, ki bo delala to z veseljem, ki bo se zalagala in ki razume turizem. Turizem ni preprosta zadeva,
in da pridobiš goste, pridobiš obiskovalce. Se pravi, mora biti primeren pristop, potrebna so temu primerna znanja in pa seveda predvsem pa tista prijaznost, ko ti gosta sprejmeš, da ga privabiš še drugič. Gospod župan, čas se nam je danes žal iztekel. Hvala za vaš čas in vašo prijaznost. Ja, hvala lepa tudi vam za obisk v Apačah. Vesel sem, da se tudi mediji, kot je vaš, oglasite na naših malih občinah. Mi smo ena mlajših občin v Pomurju, se pravi, v lanskem letu se nam je izteklo 10 let. Z gotovostjo in pa z ponosom lahko rečem tudi, da smo uspešna občina, da imamo tudi kaj ponuditi našim turističnim obiskovalcem, turistom in drugim obiskovalcem. In seveda vabim vse tiste, ki so pripravljeni priti v občino Apače. Imamo tudi en zanimiv projekt glampinga v TRC Zgornje Konjišče, kjer iščemo investitorja. In bili bi veseli, da bi tudi investitorji iz drugih delov Slovenije prišli k nam, spoznali naše lepote in pa naše priložnosti, ki so, in seveda tu iskali tudi svojo poslovno priložnost. Zato vsi vabljeni. Vesel bom, če se bodo oglasili na sedežu občine in jim postrežemo še z več informacijami in seveda z odprtimi rokami jih bomo sprejeli, ampak ne samo sprejeli, ampak jim tudi pri tem zelo, zelo intenzivno tudi pomagali. Tako da vljudno vabljeni in ne bo vam žal, da pridete v našo lepo občino. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tokrat iz občine Apače. Upam, da ste izvedeli kaj zanimivega, kaj novega. Drugače pa hvala za pozornost in nasvidenje.